Dober večer, spoštovani ljubitelji in ljubitelice nogometa. Prva tekma 19. kroga prve lige Telemach je za nami. Koper je v gosteh proti Aluminiju remiziral, no sliko pa smo že v Prekmurju na mestnem stadionu na Fazaneriji, kjer je pred nami dvoboj med aktualnim državnim prvakom Muro. Pazen trenutek, Lorbek. Zdaj Muraši poizkušajo po levi strani in tule je priložnost za domačine. Krasno preigravanje, strel proti vratom in na koncu slab zaključek Žige Kovsa. Prvi udarec iz kota za domačine. Horvat pred vrata, tole je nova priložnost in brani Koprivec. Udarec iz kota torej za Muro. Horvat pred vrata, tole je priložnost, toda na koncu žoga mimo gola Jana Koprivca. Pa Mula Husejnović proti Kovsu, nema nič. Mura Nović pred vrati Koprivca, žoga pred vrata in vratnico je tule stresel Karamarko. Žoga proti Horvatu, Horvat in Mula Husejnović. Mula Husejnović! Na dva poizkusa Nardina Mula Husejnovića. Pa blokiran strel Tomiju Horvatu. Podaja pred vrata, brani Koprivec. Brani Koprivec. Krasno, Karničnik gre tole v prodor. Karničnik pred vrata in gol! 1:0, vodstvo Mure, Nardin Mula Husejnović. 59. minuta, krasen prodor Žana Karničnika. Na to tudi krasna podaja in Mura na Fazaneriji vodi z 1:0. Težko rečemo seveda, da nezasluženo. Zdaj so vendarle prebili obrambo gostov. Mula Husejnović pa je prišel do drugega gola v letošnji sezoni. Mura pa torej do vodstva. Tule je pametno počakal oziroma se odmaknil Žiga Kovs. Doživel kratek stik, tule pa zdaj priložnost za Horvata. Najslabša ekipa, vsaj za enkrat letošnjem delu sezone. Tule pa priložnost za Muro, veliko sreče, potem pa Kovs, tisti, ki je sprožil kot zadnji, skoraj da bi videli avtogol Klemna Nemaniča. Zdaj teče že zadnja minuta rednega dela. Tule gre zdaj Lorbek. Lorbek pred vrata, priložnost za Marošo. Maroša! Ante Šimunža, trener Mure, znova uspešno odigrana tekma proti Taboru. Zdelo se je, da ste imeli ves čas tekmo pod kontrolo, pa čeprav se je končalo zgolj z 1:0. Kako ste videli tole srečanje? Srečanje je bilo ravno takšno, kot sem ga pričakoval. Izredno trdo, izredno zahtevno. Se strinjam z vami, da smo bili boljši in tudi zaslužno zmagali, ampak v takšni tekmi je zelo potrebno visoka koncentracija. To so danes zelo dobro izkoristili oziroma izpeljali in mislim, da smo zaslužno zmagali. 34. tekma je bila to vaša v letošnji sezoni. Obremenjenost igralcev je visoka, igrate v Evropi, v pokalu ste igrali v domačem prvenstvu. Se vidi pri igralcih kakšne težave glede manjših poškodb oziroma morda tudi zasičenosti samih tekem? To bi lahko vi rekli, ko ste gledali z tribune, če je zasičenost. Jaz se ne vidim. Kaj pa manjše poškodbe? To se sanirajo tako vedno, ne glede na število obremenitev tekem. To je bila vaša zadnja tekma pred domačim občinstvom v sezoni oziroma v letu 2021. Tudi danes pri mrzlem vremenu kar precej gledalcev na Fazaneriji. Verjetno vam, igralcem, klubu, to verjetno veliko pomeni, da imate takšno podporo in eno najzvestejših publik v Sloveniji.
Mislim, da imamo najzvestejšo, če se mene vpraša. Enostavno navijači nam dajo to dodatno energijo skozi cel čas, skozi vse vzpone in pace, skozi vse, skozi celotno obdobje so naš 12 igralec in danes so spet se izkazali z izredno bučnim navijanjem in z izredno podporo. Do premora vas čakata še 2 tekmi, najprej Vitesse, zadnja evropska tekma, nato pa še naslednja domača tekma proti Kopru. Sedaj potovanje znova, kaj pričakovati na tej tekmi sproščeno proti Vitesseju? Pa dobro, zdaj smo igrali prvenstvo, mora se najprej misli malo zbrati, tako da o Viteziju bomo kasneje. Hvala lepa in srečno na Nizozemskem. Hvala lepa. Ja, takole, z mano je še igralec tekme, bi lahko dejali, napadalec Mure, Nardin Mulahasajnović. Dosegli ste edini zadetek, ampak proti Taboru ste se kar precej časa trudili, predvsem v prvem polčasu, da ste na koncu vendarle prišli do zmage z 1-0. Kako ste videli tekmo? Da, sigurno očekivali smo da će biti teška utakmica, znali smo šta nas čeka, morali smo da budemo strpljivi i to je trener od nas tražio. Pripremili smo se na takvu utakmicu i evo, baš sam sretan da sam postigao pogodak i na kraju najvažnije da smo pobijedili utakmicu. V Primorji imate zelo veliko odigranih tekem v tej sezoni, več kot 30. Koliko je utrujenosti, koliko je zasičenosti pri vas igralcih? Ja mislim da mi što se tiče zasićenosti nemamo uopšte. Mi želimo svaku utakmicu da damo maksimum i da idemo na pobjedu. To je sigurno, a dosta tekmi ostavlja traga, ali to nam nije izgovor. Mi smo sretni da imamo privilegiju, da igramo velik broj utakmica i na nama je da se pripremimo što bolje na sljedeće utakmice i da damo sve od sebe u svakoj sljedećoj. Naslednja tekma je zadnja v Evropi proti Vitesseju, znova potovanje, potem pa zadnja tekma, verjetno boste šli na to tekmo precej sproščeni. Da, sigurno da jeste. Evo, imamo što zadnju utakmicu da odigramo, daćemo sve od sebe i evo, čekamo šta će trener reći i da se pripremimo na najbolji mogući način za tu utakmicu i radujemo se tomu. Nardin, hvala lepa in veliko sreče na zadnjih 2 tekmah letos. Hvala vama. Hvala. Ob meni je Dušan Kosić, trener Tabora. Trener Dušan Kosić, znova nekako ni šlo. 0-1 ste izgubili že nekajkrat v tej sezoni. V prvem polčasu se je zdelo, da še lahko nekako parirate Muri, v drugem pa je Mura delovala nekoliko močneje. Kako ste videli srečanje? V prvem polčasu smo bili agresivni, ustvarjali smo se nekaj pol priložnosti, ki jih nismo izkoristili. V tistem delu igre smo bili dobri, organizirani, disciplinirani. Kasneje je Mura v drugem polčasu, moram reči, stopila na plin, imeli smo težave, enkrat so nam ušli in zadeli, kasneje smo probali nekako, kot na vseh zadnjih tekmah, priti do izenačenja. Fantom ne morem očitati želje, volje, ampak enostavno nas ne gre in pravzaprav nam zelo malo uspeva. Kot je dejal že Dino Stančič na izjavi po tekmi, želite si oziroma ste na nekaterih tekmah upravičeno željni boljšega rezultata, kot ga dejansko na koncu dosežete, ampak nekako ne gre. Kako je praktično sedaj v slačilnici? Je že kaj tiste nervoze zaradi pomankanja rezultata? Zelo žalostno, pa seveda smo, niti Tabor ni bil nikoli v taki seriji, niti jaz sam kot trener nismo bili v neki čudni seriji, kjer nam enostavno nič ne gre na roko. Danes, kaj ne rečem, dobra tekma, Mura dober nasprotnik, lahko bi več izkoristili, ampak na takih tekmah moraš tiste pol priložnosti izkoristiti, ki se ti ponudijo. Mi tega nismo znali, ekipa je bila danes relativno mlada, to so mladi fantje, ki 16, 17, 18 let stari, za željo nimam kaj reči, borili smo se do konca, ni nam uspelo. Kako bomo zdaj ven iz tega prišli, še ena tekma ostaja, probati se skupaj zbrati, imamo nekaj težav s poškodbami, z vsemi stvarmi, ki v nogometu tudi vplivajo. Po drugi strani pa srečujemo motivirane nasprotnike, ki nas enostavno ne podcenjujejo in jim uspeva težko zmagati, ampak to je za nas slaba tolažba. To je bila 10. zaporedna tekma, na kateri Tabor ni prišel do zmage. Ali vi kot trener čutite že kaj pritiska strani uprave kluba? Ne, strani uprave kluba ne, čutim pritisk pri sebi, ker se kot trener prvič srečujem s to situacijo. Zdaj seveda ni udobno niti igralcem, niti meni. Bomo videli, kako bo treba to sezono do konca speljati, pa zanalizirati, pogledati, kaj se da narediti in pač iti naprej. Tudi to se dogaja v nogometu.
Vsebina pravzaprav niti ni tako slaba, kot je rezultat slab. No. Nekdo gor nas ne nagradi, bi rekel. Tudi nekaj odločitev drugih je bilo spornih takrat, ko smo še dobro zgledali, potem ti pa samozavest normalno pade, ne veš več, ali je to prava pot ali ni, ampak še enkrat poudarjam, fantom volje, želje ne moramo osporiti, zaslužimo si več, kot trenutno dobimo, ampak to že nekaj kol govorimo. Dušan Kosič, hvala lepa in veliko sreče na zadnji tekmi. Hvala lepa, Aleš. Z mano je Dino Stančič. Dino, nova tekma in znova nekako ni šlo. V prvem polčasu ste se nekako trudili, poizkušali, ampak na koncu v drugem polčasu, če potegnemo črto, je bila Mura boljši nasprotnik. Kako ste vi videli tole tekmo? Ja, mislim, da je rezultat realen. Kaj da rečem, težko je zelo, ne moramo vam pisati, kako psihološkega vidika predvsem. Nobenemu igralcu nimamo kaj za zameriti, nobenemu niti v klubu, nobenemu niti od trenerjev. Damo dušo na terenu, vendar enostavno nam ne steče in ne vem, po pravici je zelo, ne vem, kaj bi rekel več. Zelo težko, Muri čestitam na zmagi. Treba to zadnjo tekmo poskušati se čim bolj zbrati. Ne bo lahko in provati vzeti tudi 3 pike, če se bo dalo. In mislim, da tisti čr v glavi, ki že nekoliko grize, da nikakor ne morete, da imate kar precej smole iz tekmo v tekmo, da vam nekako ne uspe in ne steče in ne pridete do teh željenih in včasih tudi zasluženih točk. Ja, do 30 metrov, 20 metrov nasprotnikov je gola nekako super prijemo, potem pa enostavno zadnji pasi nam ne stečejo in tle nas manjka zaključki. Mislim, da je samo en strel na gol, to je danes pač nismo niti pošteno povedano udarili pošteno po golu. Ne vem, no, težko je. Upam, da ljudje tudi razumejo okoli kluba, da ni lahka situacija in da z igralci dajemo srce na igrišču, vendar trenutno nam nikako ne steče. Hvala lepa in veliko sreče na zadnji tekmi proti Celju. Hvala.